politike rezervirana. Krasa, ne? Dovolj pomenljivo. Čer. Spoštovani, vezalke oziroma šniranci po slovensko so veliko bolj pomembni, kot se vi mogoče mislite. Če vas, recimo pa, Bog ne daj, odpeljajo v zapor, vam bodo najprej odvzeli vezalke, šele potem svobodo. Ampak pustimo raje slovenske zapore. V njih je situacija še bistveno slabša kot v našem javnem zdravstvu. Čakalne dobe so tam še precej daljše. Mislim, samo pogledajte primer našega nesrečnega in ubogega Igorja Bavčarja. Kako dolgo je ta revež moral čakati, da je končno prišel na vrsto? Ampak star slovenski pregovor pravi, kdor čaka, bravo, sledimo, vidim, krasno. Smo pripravljeni? No, pa gremo. Pa ne mi zdaj pobegniti iz dvorane, lepo prosim, ker vas ne bom peljal v zapor. Z Dragom Čožem vas peljeva v predstavo, ki bo zgolj podobna stand-upu. Prisežem pri meji v Piranskem zalivu, da to, kar boste gledali nocoj, ne bo klasičen stand-up. Vmes bo morda kdaj tudi sit down, ampak stand-up pa zagotovo ne bo. Namreč, veste, problem slovenske stand-up komedije je v tem, da se v zadnjem času po deželi širi kot epidemija, kot komična kuga. Ja? Čeprav resnici na ljubo, kuga nikoli ni bila komična. Cepiva, zato epidemijo pa ni. Bog nam pomagaj, oziroma farmacevti. In tudi tega niste najbrž vedeli, da se je s fenomenom slovenske stand-up komedije nekoč ukvarjal že sloviti Karl Marx, ko je razvijal svojo teorijo o dialektičnem materializmu. Se pravi, o procesu prehajanja iz kvantitete v kvaliteto. No, pri slovenskem stand-upu pa ta proces poteka nekoliko drugače. Tu gre pa iz kvantitete v kvantiteto. Ja. In potem se zgodi, v realnem življenju, da se pogovarjata dve dami v zrelih, izkušenih letih. Pa reče prva drugi, ti, a greva nocoj na en drink? Ma ne, draga, imam boljši predlog, greva na stand-up. Rečeno, storjeno. In se znajdeta v dvorani ob napovedani uri. Na odru pa mlad komik vleče, širi, razteguje tisto svoje stand-up testo na vse 4 konce neba. Pa reče prva drugi, ti, ta je pa enkraten. A ja? A misliš za na oder? Ma ne, draga, za v poslo. Ja, zakaj pa? Ja, ker ne konča in ne konča. Tisti, ki me poznate, veste, da sem zaposlen v otroškem vrtcu, kot pomočnica vzgojiteljice. In zadnjič, novo šolsko leto se je začelo, Vprašam, približno 3,5 leta ima naš Jurček, Jurček, povej ti mene, kaj boš ti, ko boš zrastel? Kaj boš, ko boš velik? Vzgojiteljica Dejan, ko bom pa jaz bil veliki, bom bil pa komik. Kaj boš? A komik bom bil, ko bom bil veliki. Ali daj no, komik boš. Ja, kakšen komik pa boš, Jurček? Stand-up komik. Kaj boš? A stand-up komik boš. Ja, kaj boš pa počel kot stand-up komik? Vse to, ko delam zdaj, lulal bom pa kakal. Slovenska narodna, Sej zato smo nocoj prišli,
je že zdavnaj našla rimo in štimo. Draj fir. Tam gor na slavnem odru stoji en komik mlad. Tam gor na slavnem odru, nadležen kot obat, naklada in naklada, vse skupaj je en prazen čvek. Naklada in naklada, vse skupaj je za cvek. Stand-up se temu reče in strašno nobel se nam zdi. Mlad komik pa rezgeče brez zrnca soli. Dvorana je v ekstazi, vsi za trebuh se drži. Nihče pa ne opazi, vse skup brez smisla je. Spoštovani, nocojšnja predstava bo potekala, kot ste že sami ugotovili, v slovenskem jeziku. Nekaj malega bo morda v nemščini, pa tudi v angleščini. Ja, so what? To mi deli Miška Mana, ne? Ja. Simultanega prevoda v srbohrvaški jezik pa žal ne bo. Zato, ker je moral edini prevajalec za simultano prevajanje slovenščine v srbohrvaščino in obratno nujno na urologijo, pa ne v bolnišnico na urologijo. Moral je na predstavo urologija, urologija, skratka, tam simultano prevaja nastopajočega, ne? In mimo grede, dragi moji, vstopnica za tisto predstavo stane 25 evrov. Ja, dragi moji, simultano prevajanje ni zastonj. Kdo nam je pa kriv, da smo izvrgli iz učnih načrtov predmet srbohrvaškega jezika? Ama pričaj brez srpski, da te cel svet razume. Razumeš ti mene? Pa tebe gledamo, če pa trbi vsak zdaj okolo. Ti me razumeš ti mene? Razumeš? Daj, razumeš? No, razumeš ti kurac moj. No, če vas takole na hitro preštejem v dvorani minus teh 9, 10, sedež vas je. Samo 12, 13, 14, 100, 200, 300, 400, Kaj mogoče dvojno vidim? Čisto mogoče, veste, zadnje čase imam pogosto probleme s slabovidnostjo, ne? Zato ni čudno, če kdaj stopim komu na žulj. Ampak veste, problemi s slabovidnostjo niso nujno vedno samo slabi. Glejte samo primer našega kulturnega ministra, Toneta Peršaka, ki se je lansko leto na proslavi ob dnevu slovenske suverenosti usedel tebi nič, meni nič, direktno zraven prvega predsednika Republike Slovenije, Milana Kučana. In naš znani pesnik Edvard Kocbek bi se ob tem vprašal, je tu šlo za strah ali za pogum? Torej, ali se je kulturni minister zraven prvega predsednika usedel zaradi strahu ali zaradi poguma? Ne eno, ne drugo, dragi moji. Peršak se je zraven Kučana usedel zato, ker tako slabo vidi, ker ima močno dioptrijo, krigl podne, rečemo na štajerskem. In menda ga je pred interpelacijo rešila ravno ta močna dioptrija. Pa še narodna na to temo. Na stolu Kučan tam sedi, na desni, glej, nikogar ni. Na levi Peršak se usede na stol, to znal bi biti pa šel. Ob Milanu vsak stol je vroč, si že pečen tako rekoč. Minister je srečo veliko imel, da s funkcije ni odletel. Zato previdnost ni odveč, od Kučana čim dlje in preč. Ker kmalu boš piko rdečo dobil, težko se je boš znebil. Kar zaploskate, nocoj nimamo tu agentov udbe. No, če je imel naš kulturni minister srečo zaradi svoje slabovidnosti, imamo pa mi, državljani Republike Slovenije, izjemno srečo, da pa naša vlada, naša oblast vidi tako zelo dobro. Naša vlada namreč vidi tako zelo dobro, da je postala celo
daljnovidna. Vidi celo v leto 2050. Posebna vladna komisija je v posebno strategijo posebej zapisala, da bomo leta 2050 v Sloveniji živeli vsi kot v raju. Brezmejno srečni in zadovoljni. In mimogrede, te strategije nam niso napisali Hrvatje, ki nam pa menda pišejo strategijo o razvoju slovenskega turizma, ker imajo pač malo morje otokov in tudi mi Slovenci imamo enega, sicer samo blejskega, ampak pustimo to, papir vse prenese. Kako bo pa tale sreča leta 2050 dejansko izgledala, pa v naslednjem kratkem prizoru. Zjutraj se boste še v postelji malce pretegnili, zazehali, potem boste vstali iz postelje in pri tem bo čisto vseeno, ali boste vstali na levo ali na desno nogo, takrat bo to vseeno, pa še politično korektno bo. Potem boste zaspanih in krmežljavih oči odtavali do spalničnega okna, odgrnili zavese, odprli okno, se naslonili na okensko polico in se zazrli v daljavo. In kaj boste tam videli? Ja, videli boste sonce, ki bo naravno sijalo od sreče. Verjetno bomo imeli posebne nadzornike, inšpekcijske službe, ki bodo hodili po terenu in ugotavljali, ali ste srečni. In če slučajno ne boste srečni, vas bodo oglobili na licu mesta. Gospod, vi pa dajte ravno vide za srečne osebe. Veste kaj? Položnice vam bodo napisali, za 100 evrov, če pa plačate, takoj pa samo 50, Pomislite, kakšna sreča imate, vete, samo 50 evrov danes, vidimo! Pa kot za vse ostale položnice, tudi to, prosim, prejmite z nasmeh. Pa dajmo še eno v naši brezmejni sreči. Po Koroškem, po Kranjskem že sreča zori, že sreča zori, že sreča zori. S kombajni se žanje in vsak jo dobi prav zares. 3 dni se že žanje, da vse se kadi, s kombajni se žanje in vsak jo dobi prav zares. Veliko bo sreče in smeha povsod, bo sreče povsod in smeha povsod. Neznosno presrečen slovenski bo rod prav za... Res? No ja, vsaj en razlog za srečo bodo pa naši potomci leta 2050 dejansko imeli. Glejte, vsi današnji politiki bodo takrat namreč že zdavnaj pod rušo. Ali pa morda celo v nebesi. Čeprav politiki pa v nebesa? No ja. Zakaj pa ne? Glejte, tudi to je mogoče. Tudi to je mogoče, da gredo politiki v nebesa. Seveda pod pogojem, če sveti Peter jemlje provizijo. Saj veste, Politiki, pa afere, pa provizije, pa ta nesrečni gostujoči finski cirkus Patria. Dragi moji, v sebi sem globoko prepričan, da noben pravi patriot nikoli ne bi vzel provizije. Takrat sem tudi sam visoko v zrak držal transparent, na katerem je pisalo: Poserjem se na državno tožilstvo! Zaradi državnega tožilca Ferlinca sem skoraj dobil drisko. In mimogrede sem 2-krat v rit nasubal še snemalca režimske televizije. Mrš v trip, 100 narodi, mrš v murgle! Vedi tam Štefka speče tiste zažgane, presmojene piškote. Ampak pustimo raje patrije in patriote pri miru. Pustimo jih tam, kjer so, pustimo jih na Finskem. Mene veliko bolj zanima, kdo se prevaža naokrog v teh finskih konzervah, oklepnikih Patria. Ja, kdo? Slovenska vojska! Kakšna pa je danes slovenska vojska, No pa si jo poglejmo. Raztrgana, razcapana, v poflikanih hlačah, v srajcah brez gumbov, v pošvedranih in preluknjanih vojaških škornjih. Kdo je služil jugoslovansko ljudsko armado od vas? Dvignite roke.
Dajmo, no? Evo jih, kar nekaj nas je. Fantje, kaj smo mi včasih žicali po jugokasarnah? Žicali smo za cigarete, pa za kakšno pogrošno revijo, da smo lažje opravili kakšno fiziološko potrebo na WC-ju, ne? Kaj pa danes žicajo slovenski vojaki v slovenskih vojašnicah? Žicajo za cvirn, za iglo, za dreto, pa za leder. Pa se niti več nabojev nimajo za navadne strelske vaje. In potem se v slovenski vojašnici zgodi naslednji prizor. Čuj, Joža, čuj, kaj bi ti meni na svoje posodo svoje škorne vojaške? Veš, kaj dežurn, sem na stražu, moram iti, pa nekak se slabo vreme obetam, pa da ne spet moker, jaz imam moje totalno preluknjene. Daj posode, lepo te prosim. Mo, ni problem, Franc, jaz si svoje škorne posodem. Sam ti pa gledal meni hlače zaflikal, pa gumbe na slajce pršil. Veš, smo se z babnico nekaj skregali, pa mi noče nič več narediti. Ne daj Bože, kot bi rekli naši bivši balkanski bratje, ne daj Bože, da opet zaratimo, da se gremo vojskovat, da se ponovi leto 1991. Si predstavljate? Nekje na jugu, na južni slovenski meji, vsak v svojem rovu ukopan. Slovenski vojak in onaj od dole, pa slovenski vojak repetira svojo puško, šak, šak, čak. Ujebem ti prazno. Čak. Ti pa zdaj? Ja, noč? Ti poslušaj, kolega, prikleti sovražnik, daj vrzi mi en naboj, če želiš, da te ustrelim. Šta? Ma nema problema, Janezu, evo ti dva, ako slučajno, ne daj Bože, prvi puta promašiš. Ampak to bi se našim vojakom zgodilo samo v primeru, ko bi naleteli na sovražnika z empatijo. Torej na sovražnika s sočutjem, ki razume, kaj je to stiska in pomankanje. Kako so že včasih imenovali slovensko partizansko vojsko? Raztrganci? Ja, dragi moji, zgodovina se ponavlja kot farsa. Pa dobro, gospodje, kdaj boste že končno naredili nekaj za to našo obubožano slovensko vojsko? Mislim, gospodje na Rdečem križu in Karitasu. Še ena narodna, na temo vojaškega bobna. No pa dajmo. Bataljon po cesti gre, ratatatam, pa moj fantic zraven je, ratatatam, pa moj fantic čez med vseh spozna, eno veliko luknjo škornu ima. Srajca je raztrgana, gumba ni nobenega. Pa povejmo na glas, treba iti bo na Karitas. Revni kot cerkvena miš, treba bo na Rdeči križ. Pa povejmo na glas, treba vzeti bo iz hlač zdaj pas. Če pa pogledamo naš drugi represivni aparat, policijo, tam so se pa stvari spremenile na bolje. Policija je dobila nov vodni top in pa paralizatorje. In zdaj meni takoj šine v glavo ena genialna zamisel. Kaj če bi mi na ta vodni top, ki ima strašno močan curek za pranje razne ulične nesnage, montirali gor eno majhno turbino, ki bi gnala generator, preko katerega bi mi lahko napajali te paralizatorje, ne? Mislim, vse v smislu varčevanja v javnem sektorju. Če pa vzamemo pod drobnogled še tretji represivni aparat, tako imenovano občinsko komunalno redarstvo. Tu, dragi moji, so se pa stvari spremenile. Nema više trte mrte. Vrag je vzel šalo. Občinski komunalni redarji bodo od zdaj naprej strokovno usposobljeni in dovoljena jim bo uporaba sile. Tudi lisic.
Celo steklih litic se bo, če bo treba. Da se ne bi potem prevečkrat dogajal prizor, ki sem mu bil priča prejšnji teden pred Bistriško pošto, ne? Tam na asfaltu, na pločniku pred pošto, kleči možakar, solze mu lijejo po obrazu, možakar briše te solze, ki se mu neunehno balijo po obrazu. Pristopim za njim pa vprašam, pa dobro, kaj mi je? Kaj mi je? A je dobil kakšen telegram? Mu je kdo umrl? A je dobil kakšen izvid iz bolnišnice? Pa ne, stari, veš kaj je bilo? Sigurno mu je avto paje pripeljal. Pa kaj sereš, je rekel tretji. Saj nimamo paje po Bistrici, veš kaj je bilo? Ona redarka Leja ga je solzivcem pošpricala. Ja. Die Ordnung muss sein zum Teufel, jawohl! Ampak bo sem tem vendarle ena pozitivna, dobra novica. Vzgojiteljicam v otroških vrtcih zaenkrat uporaba paralizatorjev in lisic ne bo dovoljena. Zaenkrat. Pa dajmo še eno. Eno narodno, ki jo zagotovo poznate. Pa dajmo. Lisice je redar dobil, pa roko ti bo lahko zvil. Solzilec ima, te vrže ob tla, pa vpraša, če brco še da. Potrebno je imeti red, opravljati vsak dan pregled, po mestu povsod pogledat za plot in kje je parkiral falot. Redarka šale ne pozna, strokovno te obvladat zna, nikar ne gobcaj, ne lapaj nazaj, ker hitro bo tam še policaj. Ampak, dragi moji, situacija je pa vendarle najslabša še vedno v Slovenski vojski. In ko pomislim, da sva z avtorjem Dragom Čožem to predstavo ustvarjala, vi jo pa gledate v Slovenski Bistrici, ki je samo 20 kilometrov oddaljena od Maribora. Maribor, drugo največje slovensko mesto, pa 14.528 največje kitajsko mesto. Maribor, meka nekdanje tekstilne industrije v Sloveniji, ma kaj v Sloveniji, v Jugoslaviji. A veste, kakšne tekstilne gigante je včasih Maribor premogel? Samo naštejmo jih. MTT, Svila, Merinka, Pik. V Mariboru, dragi moji, smo včasih natkali, urezali in sešili toliko štofa, toliko kvalitetnega blaga, da bi z njim lahko oblekli ne samo slovensko vojsko, pač pa bivšo teritorijalno obrambo z rezervo vred in še vsa lovska društva. Pa kaj? Kompletno JNA bi lahko oblekli. Pa kaj govorim neumnosti? NATO pak bi lahko oblekli. Toliko kvalitetnega blaga je bilo včasih v Mariboru. Kaj pa danes? Zapeljem se v Maribor, sprehodim se po mariborskih ulicah, pa tam pri Ezel Eku srečam znance, prijatelje, Mariborčane, ki topo bolščijo predse, iz njih pa bruha samo. Pa stari moj, pa v totem našem Mariboru greš vse v kurac, razumeš? Ni več nobene perspektive, stari moj, razumeš? Nobene bodočnosti več ni. Nič več, ni več svetlobe na koncu tunela. Niti ta kurčeva reka Drava se za eno samo sekundo ne vstavi v Mariboru. Nego kuj dalje, nekam vun proti jugu spizdi, razumeš? Pa človek bi še nekaj nastopil, ne? Če bi gor nazaj v Avstrijo tekla, ne? Tam gor hodijo naši ljudi gor delat, ne? Tak pa ja, ne? Ne pa tak. Ampak čakajte malo. Če pa Maribor nastavimo ogledalo z drugega očišča, pa vendarle ni vse tako črno. Glejte, Maribor vendarle premore nekaj pravih biserov. Pa jih poglejmo in naštejmo. Prvi biser, brez slehernega dvoma, NK Maribor, en klub na čas, stari Liga prvakov! Drugi biser, Boštjan Kline,
Tretji biser, bisernica Ilka Štuhec. Na drugi strani četrti biser, župan Andrej Fištravec. Čak. Samo malo. Vi se smete, ampak vam bom kar razložil, hitro. A vi veste, kakšen biser je mariborski župan, dr. Andrej Fištravec, če so se bili Mariborčani za voljo tega bisera pripravljeni odreči takšnemu dragulju, kot je Franc Kangler. In zadnjič se srečata pod Pohorsko spenjačo, pa ne Kangler, pa Fištravec, lepo prosim, bi se spet kakaj zajla trgala, ne? Srečala sta se. Župan Andrej Fištravec, pa školka bisernica Ilka Štuhec. In Fištravec galanten, kot je, začne osvajati. Joj, Ilka, ti naš sonček mariborski, ti si toliko naredila za prepoznavnost tega našega mesta, res te moram pohvaliti, dobro zgledaš. Jo, gospod župan, pa ne mi zdaj tak laskat, lepo prosim, no, se bom še prevzela, nerodno mi bo. Ja, kako pa te vi zgledate, gospod župan? Nekako ste mi slabi, kaj te z vami je? Joj, Ilka, ko bi ti vedela, koliko se jaz presekiram za usodo tega našega mesta. Čuj, jaz več ne spim po noči, jaz več ne spim po dnevi, jaz več ne morem niti na delovnem mestu spati, razumeš? Samo študiram, kako bi se mi z tega dreka vun potegnili. In pol sem pač pristal na totih fardamanih tabletah. Na katerih tabletah ste pristali, gospod župan? Pa na totih fardamanih kitajskih. Zato ste tak žuti v ksih, zdaj pa zastopil, ja. Čuj, Ilka, daj ti meni nekaj povej, ko se malo sprehodiš skozi Maribor med Mariborčani. Kaj ti misliš, kdo bi se meni utegnil zoperstaviti na naslednjih županskih volitvah? Kdo bi utegnil meni biti en dober protikandidat? Ja, veste kaj, gospod župan? Mi športniki Maribora smo enotnega mnenja, ne? Da bi si pa za voljo svojih uspehov to lahko zaslužil kvečemo Zlatko Zahovič. Pa Ilkica, pa ne me ga sere zdaj, pa ne mora biti Zahov, župan mesta Maribor, pa se on nikoli klobuka, ni nosa, lepo te prosim, ne? A si vi, dragi moji, to predstavljate? A si vi predstavljate, da za župana mestne občine Maribor kandidira in na volitvah zmaga Zlatko Zahovič, ki si za svojega direktorja občinske uprave nastavi Srečka Kapodolka Tanca. In mislim, pol bi dobil tist magičen trikotnik, mislim, Šmarna gora, pa piramida, pa Kalvarija. In pol bi imel večne špetire, kje naj ima mestni svet občine Maribor svoje seje. Ali na Šmarni gori, ali na piramidi, ali pod Kalvarijo. Če pa mene vprašate, mislim, se mi pa Kalvarija v tem hipu za Maribor zdi še najprimernejša. Pa da končam zgodbo o Fištravcu in Ilki. Čuj, Ilka, daj ti meni povej, ti toliko potuješ po svetu, skoraj tako jaz, ko sem vsakih 14 dni na Kitajskem. Daj, reči ti meni, kaj bi jaz lahko kot župan mestne občine naredil, da bi mi vendarle nekako zagledali svetlobo na koncu tunela? Veste kaj, gospod župan, eno idejo sem pa vseeno dobila, nekaj bi pa res lahko naredili za naš Maribor. Ilkica, samo reči, kar boš ti rekel, jaz sem to naredil. Veste kaj, gospod župan, mogoče pa to, da pa naslednje leto ne bi več kandidirali. Dajmo še eno narodno, ne? Mariborsko. V Mariboru, Mariboru so se suli Franca. Gotov je! Aj, so se suli Franca. Pa dobili en klobuk brez krajca. Aj, en klobuk brez krajcarja. In res je, dragi moji, v Mariboru ni videti svetlobe na koncu tunela. Ampak veste, s tuneli je pač vedno tako, da nikoli ne vemo, kaj nas čaka na koncu. Recimo samo pogledajte nas, Bistričani. Zavijemo na avtocesto, pa se usmerimo proti Trojanam. Pa se peljemo skozi prvi tunel,
pa drugi tunel, pa tretji tunel, pa četrti tunel, pa peti tunel, pa šesti tunel in na koncu vseh tistih tunelov namesto svetlobe Ljubljana. Pa Boga nima rad, kdo je tja postavil, v sredo tiste barjanske megle. Samo Zoran Janković tam stoji, pa še on je brez svetilke, ne? In potem pozdravi, ne? Dobrodošli, ne? Sem Zoran Janković, župan najlepšega glavnega mesta na svetu, ne? Odkot ste prišli, pravite? Aj, Slovenske Bistrice, vse, ne? Ja. Saj veste, da Bistrica ima pa je slepe spominje. Se spomnim, ne? Takrat, ko smo mi pozitivci tam zmagali, mislim, v vsej Sloveniji, ne? Veste pa, morbit bi pa mene Bistrica znova zanimala, ker sem slišal, da imate 3 lekarne, ne? Veste, jaz se pa na lekarne večkrat spoznam, ne? Še bolj se pa spoznam na farmacevtke, ne? Se razume, ne? No, pa drugo leto, ko se spet vidimo na volitvah, srečno, ne? Ampak, ko smo že pri župani, ne? Obstaja predlog, ena pobuda je bila, da bi lahko župane odpoklicali. Torej, da bi jih lahko odžagali. Jasno, z ljudsko voljo, z referendumi, ne? Ampak je vse skupaj padlo v vodo. Čeprav, moje mnenje je, da je odpoklic županov tako ali tako nepotreben, saj bodo občine lepega dne same od sebe bankrotirale. Je tako, gospod župan? Vse ve, da je. Ne? In ta večji što se zgodi, ne, ko se bližajo lokalne volitve, ne, pa vsi mediji navalijo na župane, ne, pa jih sprašujejo, pa gnjavijo, ali bodo ponovno kandidirali, ne. In potem se začnejo igre slepih miši in skrivalnic, ne. Ja, veste, v naši politični stranki se pa o tem problemu še nismo pogovarjali, pa tudi županov kabinet o tem še ni sestal, pa skratka moral se bom posvetovati tudi svojo ženo, pa konec koncev, veste, tudi ciganko bom moral vprašati, se pravi svojo taščo. Skratka, zadeva je vredna tehtnega premisleka, pa bla, 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 bla. In potem se pustijo še malo prosit, pa malo nagovarja. Ampak, dragi moji, saj vsi vemo, koga se dejansko nagovarja, ne? Ja, politika je pač čudna stvar. In tudi politiki so najbolj malo čudni, ne? Politiki, mislim. Kako bi jih lahko imenovali? Z latinskim imenom. Recimo, homo politicus chameleonsis. Ne? In biologi, naravoslovci, bi imeli strahoten problem, v katero podvrsto jih uvrstiti, ne? Ali so politiki ptiči? So mogoče politiki ribe? So sploh vretenčarji? Ne? Kaj pa, če so dvoživke, ne? Po moje so politiki še najbližje plazivcem, glede na to, da se tako uspešno vsaka 4 leta levijo. Ampak, politiki in politika, ne? Pa politične stranke. Politične stranke, slednje, ne? Namreč politične stranke so pa temeljno orodje in zagotovilo za uspešno in demokratično vodenje in upravljanje države. Mrš utrik! To naravno, pomeš. Se moral žolčas ne biti malo, mislim, politične stranke, ne? Svojimi političnimi programi, pa političnimi liderji, pa političnimi aparati. Nekatere imajo celo svojo televizijo, ne? Ja. In pa posamezne politične stranke imajo svoje seniorje in pa svoj podmladek. Ampak pri seniorjih je navadno tako, da so ti na Viagri, podmladek je na koki, kaj pa tisti vmes, zdravo jedro, tisti so pa na naših plečih. Dajmo še eno patetično na to temo, ne? Stara, ljudska. Bledi mesec tebi tožim, ker napačeno sem volil. Tebi tožam, roke prožim, da mandat bi brž minil. Koga drugič naj obkrožim, koga drugič naj volim, da se mestu
spet ne tožim in izbire sramotim. In kako pridemo do političnih strank? Z volitvami, jasno. In pri nas poznamo lokalne volitve, pa parlamentarne volitve, pa predsedniške volitve in ker imamo posebno čast in privilegij še evropske volitve. Pustimo te za na konec. Lokalne pa parlamentarne bomo morda še nekoliko obdelali. Lotimo se mi zdaj raje predsedniških volitev. Glejte, kadarkoli razpišejo predsedniške volitve, se kandidatov kar naenkrat pojavi kot listja. Ma kot listja jih je, dobesedno. Zato je dovolj pomenljivo, da bo drugi krog letošnjih predsedniških volitev, ker ne moramo imeti samo enega, saj nismo Severna Koreja, mi smo demokratična država. Drugi krog predsedniških volitev bo v mesecu novembru. Domače ime za mesec november je pa listopad. No in letos se je po tehtnem premisleku Lojzeta Peterleta odločila in svojo kandidaturo vložila tudi Ljudmila Novak. Lojze Peterle je namreč prepričan, da je Ljudmila Novak prava stranka, ker ima jajca. Mislim, Ljudmila. In ta ugotovitev mu je uspela brez strokovne pomoči svojega nekdanjega poslanskega kolega Pavla Ruparja Stržiča. Se ga spomnite, Ja. Kako pa tale ikonografija in ves cirkus okoli predsedniških volitev izgleda v naturi, med ljudmi, pa v naslednjem kratkem prizoru. Jezus, Slavče! Slavče, hodi sem, lepo te prosim! Kaj je, Mico? Kaj me gledaš spet? Slavče, lepo te prosim! Eden se po našem dvorišču okoli mota, tam okoli konca smeti se suča. Idi pogledaj, kdo to je. Kako po te zgledi tisti, ki se tam okoli naše konca suča? Ne vem, Slavče, neki taki čudni, Poglej, kapo si je doj na nos potegna, da idi pogledaj, lepo te prosim. Čaj zdaj, Mica, bom to jaz pogledno. Je? Mica, kaj veš, kdo je to? Ne vem, Slavče, kdo je to? Pa to je tudi Pohor. Kjer je Pohor, Slavče? Pa to ti predsednik, kada je spet predsednik. Jezus, Slavče, lepo te prosim, hitro leti do jih kontam, da ne bo kaj ven spizdo. Kar to tih političarih tak nikoli ne veš. Še eno narodno na to temo? No, pa dajmo. Dragi fir. Glejte, glejte, Boruta na lojtri on stoji, tak veje obrezuje, da vse se posuši. Kanto Borut zdaj drži, smeti ven padajo, ker dečko pač pozira, da ga pofotkajo. Kandidatov je cel kup, a njega ne skrbi, čeprav so zraven klovni, z domotožjem pač njemu para ni. Ja, dragi moji, predsedniki in predsednice, mimogrede, v naši neposredni bližini imamo eno predsednico Hrvaške, Kolindo Kitarović Grabar. Moram priznati, spoštovani in spoštovane, da mi je Kolinda Kitarović Grabar strašno simpatična. Veliko bolj simpatična, oziroma skoraj tako simpatična je kot naša predsednica. Barbika, ne? Pa znate svojih predsednikov. In kot se za vsako pošteno predsednico spodobi, tudi Kolinda Kitarović Grabar uspešno podpira 3 vogale hrvaške države.
Četrtega, jim menda nadvse uspešno pomagamo podpirati Slovenci svojo izjemno zunanjo diplomacijo. Roko na srce, dragi moji. Kolikokrat so nas Hrvatje peljali žejne scat in lačne srat? Sam poglejmo, Ljubljanska banka pa varčevalci Ljubljanske banke. Pa Piranski zaliv, ni še konec, dragi moji, še zdaleč ne. Pa Koprski Cimos, pa Teran, pa Joško Joras, pa še cel kup stvari, ki pa nam, navadnim smrtnikom, ostanejo večinoma prikrite. Veste, jaz se ne spoznam na te mednarodne politične odnose. Pa sem vprašal svojega kolega, ki je pa ekspert na tem področju. Poslušaj, kako je to mogoče, da nas Hrvatje tolikokrat peljejo žejne preko vode? Preko stare. Hrvatje imajo izjemno močno zunanjo diplomacijo, stare. Glej, oni imajo 2 zunanja ministra. Čakaj, kako to misliš 2? Ja, kdo je pa drugi? Ja, transparentno Karel Erjavec. Pa dajmo še eno najstarejših slovenskih narodnih. Barčica po morju plava, Hrvatom je pa figomar. Arbitraža je zaman, to še vedno je Balkan. Barčica hrvaška plava, Hrvatom sodba dol visi. Oj, Karel moj, zmerom bolj smrdi ta gnoj. Ja, dragi moji, pravi gelipter je ta naš Karel Erjavec, pravi tični. Veliko cvetk se je nabralo v njegovem šopku. Kar pa ni nič čudnega, se konc koncev je Karel Erjavec nekoč bil minister za okolje. In ena od njegovih znanih cvetk je tudi ta, da če bo dovolj dolgo živel, bo nekoč predsednik Republike Slovenije. Moje skromno mnenje je, da če bo Karel Erjavec dovolj dolgo živel, bo pa nekoč morda iz njega resnično ratal spodoben zunanji minister. Mislim, zunanji minister Slovenije. Priznati boš moral, dragi Karel, da ti je s Hrvati šlo vse prej kot dobro. Edina stvar, ki smo jo rešili pozitivno v naš prid, je bila tekma na minulem svetovnem rokometnem prvenstvu. Se spomnite, ne? Pa še to smo rešili s pomočjo tuje diplomacije. Se pravi, s pomočjo tujega strokovnjaka, ki je sedel oziroma ležal na naši klopi, saj Vujović je konec koncev Črnogorec, ne? In če ne veste, kako je Veselin Vujović v zadnjih minutah motiviral slovenske rokometaše, pozabite, kar ste slišali v medijih. Skriti mikrofon je zabeležil njegov motivacijski govor. Momci, sada imate priliku da jim vratite za sve one konobare koji su vas godinama varali i krali kad ste bili kod njih na moru. Pa smo im vrnili. Pa smo jim vrnili milo za... Ma za sapun, ako već pričamo o Hrvatima. Ampak, dragi moji, Hrvatje so takoj po tekmi dali jasno videti, da se bodo pa naslednje leto, ko bo pa Evropsko rokometno prvenstvo pri njih doma, prizadevali z vsemi sredstvi povrniti ugled in kolajno. Pazite, z vsemi sredstvi. A zato mogoče znova uvajajo obvezno služenje vojaškega roka? Kakorkoli že. Hrvatom bo vendarle treba priznati, da tudi oni sodijo med uspešne športne nacije. In da njihovi športniki niso uspešni samo na športnih tekmovališčih, pač pa so zelo opaženi in vidni tudi sicer. Samo poglejmo primer njihove lepe, Janice Kostelić. Janica Kostelić ni bila samo najboljša smučarka svojega obdobja, ampak je veljala tudi za eno najlepših Hrvatic.
Ali pa recimo Luka Modrić, nogometaš Luka Modrić, ki je tako nonšalantno obsoval mater našemu sodniku Skomini, ne? Luka Modrić, slavni fuzbaler še bolj slovitega Reala, ne? Ni samo eden najboljših fuzbalerjev, ki jih premore Hrvaška, pač pa je eden najlepše vzgojenih in sploh najlepših Hrvatov. Ja. Je, ne? To je, prav. Ampak, ko že govorimo o fuzbalu, ne? Tukaj se pa tudi končno Slovenci imamo s čim pohvaliti. Poglejte Aleksandra Čeferina, a? Še pred dobrim letom se je ukvarjal z našo cigansko družino Strojan. Se spomnite, ne? Elke in sinov. Zdaj pa sedi kot predsednik na sedežu UEFA v Švici. Tam se pa zdaj z drugimi cigani ukvarja, ne? Prepričan sem, dragi moji, da bo Aleksander Čeferin pošteno unovčil izkušnje, ki si jih je pridobil z družino Strojan. Namreč v fuzbalu so dostkrat posredi ciganska posla, ne? Prirejanje rezultatov, nogometne stavnice, podkupljivi sodniki in funkcionarji, skratka kozerija. Še eno, no, domačo na temo fuzbala. 3-4. Kadar boš na tekmo šel, pridi mi povedat, rezultat vnaprej je znan, ni je treba gledat, saj sodnik podkupljen je, čisto vse spregleda, rezultat vnaprej je znan, to zares je beda. Predstava je interaktivna. Če ponovim, predstava je interaktivna, če že ne pojete skupaj z mano, se vsaj žogate z mano, no? Hvala lepa. Odštejemo pri vstopnini, hvala lepa. Ampak, dragi moji, Aleksander Čeferin je nenazadnje izjemno uspešen odvetnik, advokat, fiškal. S fiškali, dragi moji, pa ni dobro češen zobat. Čim dlje od njih. Se veste, kako je, ne? Nekateri prav gotovo. Ko se znajdete pred vrati odvetnikove pisarne, narahlo potrkate, primete za kljuko, previdno odprete vrata, stopate v prostor, pa naenkrat zaslišite 100 evrov! Kako 100 evrov? 100 evrov! Poglejte, na steni vam visi cenik potrjen od Odvetniške zbornice Slovenije. Trkanje na vrata 50 evrov. Previdno odpiranje vrat 50 evrov. Neprevidno odpiranje vrat še 20% zraven. Torej, vse skupaj 100 evrov. Kaj zdaj? Bo gotovina ali bo kartica? Čakajte malo, no. Samo da se malo usedem, pa za kozarec vode bi prosil. Aha, sedenje na stolu 15 evrov, kozarec vode 10 evrov. Paf! In je bil revež na hrbtu. Iz odvetnikove pisarne so ga odnesli kot povprečnega slovenskega soldata. Golega in bosega. Dajmo še eno na odvetniško temo, ne? No pa dajmo. K odvetniku nikar odnesel vam bo ves denar, pa še brezgat, odšli so mnogokrat. Olupil vas bo do kosti, fiškal je prač brez milosti, zato se prav, da ti nikar splahnil bo denar. Me prav zanima, zakaj tak gromek aplavz? A so ploskale? A so ploskale samo ženske? Ja!
Dajmo še kaj ženske. Zdaj pa še moški. A vas je vendarle nekaj v dvorani, no, vse. Kvaj pa tukaj tacga, ne? Torej ste svoje spremljevalke pripeljali samo za kamuflažo. Kakorkoli že, dragi moji, tudi jaz upam, da mi bo nekoč uspelo sleči kakšnega odvetnika, čeprav bi veliko raje slekal kakšno odvetnico. Mogoče, ne? In mogoče bo tudi Janezu drugo leto uspelo zmagati na volitvah in sestaviti vlado. Mogoče. Ampak nekaj mu vendarle moramo priznati, ne? Možakar ima v zadnjem času resnično obilo smole, glejte. Kar naenkrat se od nekod pojavi neka stranka in zmaga. Nič kriva, nič dolžna, zmaga. Pa sedi Janez v svojem volilnem štabu, na sedežu svoje stranke, pa gleda v tisti grozljivi, izdajalski, režimski ekran, mršči čelo in končno spregovori. Porca Madonna Grims. A prav vidim. Prav vidite, gospod predsednik. A so res zmagali? Zmagali so, gospod predsednik. Se pravi, da smo izgubili. Izgubili smo, gospod predsednik. Grims, a je to sploh mogoče? Pri nas je vse mogoče, gospod predsednik. Pa kaj so že vsi brez možgana, ali kaj? Vsi so brez možgan, gospod predsednik. No, ne še vsi, gospod predsednik, vi prav gotovo ne. Grims, Madonna, povej mi, odkot so zdaj tile prileteli? A so mogoče z Marsa? Se bojim, da so zmurgli, gospod predsednik. Gospod predsednik, a potrebujete tableto, gospod predsednik? Kakšno tableto, Grims? Potreboval bi celo novomeško Krko. Pa dajmo še eno na njegov račun. Janez pa psuje in se huduje, Kdaj so ti Marsovci padli z neba? niso dol z Marsa, znova je farsa, v Murglah so skuhali tale brodet. In res vam povem, da se mi možakar v zadnjem času smiri. Je dejansko, no? Veste, 4 leta se pripravlja, snuje programska izhodišča, pa strategijo, pa kadre. Psihološko je tako rekoč povsem pripravljen, da prevzame odgovornost vodenja vlade, ko kar naenkrat od kdo ve kod neki Marsovčki priletijo, pa naredijo pizdarijo. Ja? Se bojim, da če se bo to zgodilo naslednje leto na volitvah, da ne bo potreboval samo novomeške Krke, pač pa še kompletni ljubljanski Lek. Ja. In dragi moji, bistveno premalo je v slovenski politiki plemenitosti. Plemenitosti, dragi moji, je premalo v slovenski politiki. No, mogoče se pa plemenitosti vendarle uspe prikrasti v državni zbor drugo leto, če bo seveda svoj mandat, svoj poslanski stolček zasedel Zmago Jelinčič Plemeniti. Smo ga pogrešali, kaj, ne? Mimo grede. A kdo mogoče ve, a je Plemeniti že uspel vrniti v knjižnico državnega zbora tistih 113 knjig, ki si jih je menda izposodil? A veste, da nisem vedel, da državni zbor premore tudi svojo knjižnico. In zdaj mi je končno postalo jasno, zakaj je parlamentarna dvorana v času mnogih zasedanj tako obupno prazna. Vete, poslanci so zagotovo v knjižnici, kjer se izobražujejo in študirajo. Mislim, študirajo o tem, kako si znova pridobiti en mandat. Ja? Svoj poslanski stolček. Ja. In če smo že pri poslanskih stolčkih, pa ostanemo kar pri stolih. Veste, stol, dragi moji, je pomembna civilizacijska pridobitev človeštva. Poznamo nekaj pomembnih stolov, ki so ljudem pomagali,
kjerkoli že. Pa si jih poglejmo. Prvi stol je zagotovo kuhinjski stol. Ljudje vendarle civilizirano jemo pri mizah. Kako pa danes diši pri mizi? No, primaknimo se malčke bliže. No ja, še včerajšnje kosilo je gor. Drugi pomemben stol je pisarniški stol. Tretji pomemben stol je stol v multipleksih, v kinodvoranah. Se veste, ne? Pomemben stol. Četrti pomemben stol je stol na nogometnih stadionih. Kaj daj? Ubi, šabara, spodja nema voda, sedem. Kaj daj, čuj ti v Mariboru si. In pa njegovo veličanstvo, parlamentarni oziroma poslanski stol. Edina pomanjkljivost tega parlamentarnega stola, je v tem, da je premazan s tako zajebanim lepilom, ki drži 4 leta najmanj, v posameznih primerih pa še bistveno več. Še eno narodno na to temo, no pa dajmo. Jaz pa grem po nov mandat, vse posod je moj plakat. Živijo, res je fajn tam not sedet. Naj bo leva ali desna, vsaka stranka je neresna. Živijo, res je fajn tam not sedet. In dragi moji, predsednik državnega zbora, dr. Brglez, se mi pa velikokrat resnično iskreno zasmili. Glejte, en sam vzgojitelj, pa 90 na poslanski stol za 4 leta prilimanih razposajenih mulcev. In z nekaterimi strankami je še posebej težko, veste, so strašno nagajive. Poglejmo samo primer naše Združene levice. V tej stranki poka po šivih. V Združeni levici je prišlo do razkola. Namreč ena polovica članov stranke še vedno vneto prebira zbrana dela Karla Marxa, druga polovica prebira dela Karla Maja. Pri vsem skupaj je pa najbolj štosno to, da je pa stranka, ki bo zmagala prihodnje leto na volitvah, v tem trenutku še vedno v epruveti. In čaka na umetno oploditev, ha? To pa je alkimija, kaj? Iz nič narediti zmagovito stranka, ha? Moj Janez, kdo ti je pa kriv, da si namesto kemije študiral obramboslovje? Jebalo te usmerjeno izobraževanje. Spet bo nočna mora, mar se naj obesi, oj, volilna zmaga, kam si šla, oj, kje si? Oj, volilna zmaga, kam si se zgubila? 4 leta bodo z muko mi minila. In ko še omenjamo študij, pred kratkim je Slovenija dobila še svojo 5. univerzo. Ja, prav ste slišali, 5. univerzo. V Novi Gorici, na Primorskem, skratka. In največ zaslug za to 5. univerzo ima menda Dimitrij Rupel. Možakarju se je izpolnil življenjski sen. Istočasno je postal rektor in dekan ene od fakultet. Ja. In ta univerza bo imela 3 fakultete in to brez fakultete za kemijo. Pa dajmo še eno na izobraževalno temo. Cel kup imamo univerz, dobite jo že na revers, pa fakulteto vsako vas, da podeželju bo v okras.
študentov zdaj kar mrgoli, le kaj začeli bodo si. Nažalost, škarta je precej na fakultetah suhih vej. Tudi tega najbrž niste vedeli, ne? Da je Dimitrij Rupel dolg svoji širši domovini odslužil prav tukaj v Slovenski Bistrici. Ja, tukaj je služil JNA. In pravijo, da je bilo kljub njegovi prisotnosti v takratni kasarni strašansko umirjeno. Namreč kmalu po prihodu Dimitrija Ruplja na odsluženje vojaškega roka je takratni komandant kasarne pristal na pomirjevalih. In to, da je Dimitrij Rupel tukaj služil vojsko, to bi pokazalo unovčiti, izkoristiti. No in še nam pomaga, da v Bistrici dobimo eno univerzo. In to bi pa potem 6. univerza. In kam bi jo lahko dali? Ja, v vojašnico, ki jo že 25 let neuspešno selimo iz mesta. In na tej univerzi bi imeli fakulteto za pohorske študije, pa fakulteto za dravinske študije, pa eno fakulteto za rezervo, če si pri prvih dveh kaj zalomi, ne? Pa tudi z vodilnim kadrom, z rektorjem, gledajte, ne bi bilo nobenih problemov. Naš župan, dr. Ivan Žagar, je priznan visokošolski predavatelj, učitelj. Čakaj, gospod župan, gledajte, to bi bila za vas izjemna priložnost. Zlata rezerva, če vam slučajno, pa Bog ne daj, na prihodnji volitvah ste priprili. Ampak so pa zanimive, ne? Vse te univerze, pa fakultete, pa visokošolski programi z raznimi koncesijami. Znanec, ki se menda dobro spozna na visoko šolstvo, mi je dejal, da so to pravzaprav neke vrste fast food fakultete. Čakaj malo, kako to misliš fast food? Rekel, star je lepo, požreš en hot dog, pa si diplomiral. Ja. In potem imamo fast food fakultete, pa fast food univerze, pa fast food politične stranke. A veste, da se čudim, da pri nas pravzaprav še ni propadal. Mislim, McDonald's. Pa dajmo še eno na te fast food, ne? Včeraj bil je maturant, jumpajda, danes je že diplomant, jumpajdi, jada, jutri bo pa doktorat, jumpajda, v 3 potezah dal je mat, jumpajdi, jada, mrš v 300 narodov. Ampak gremo mi raje k enemu drugemu McDonald'su, gremo k Donaldu Trumpu, jasno. No, pa ga imamo, slovenskega zeta. S takšnim zetom bi bila zadovoljna marsikatera slovenska tašča, mar ne? Ali pa ne. Kakorkoli že, to še ni najhuje. Bolj hudo je to, da ga imajo Američani. Saj veste, kaj so včasih govorili v času predsedovanja Baracka Obame. Da imajo belo hišo in črnega predsednika. No, zdaj imajo pa belega predsednika in črno hišo. Pa še ena narodna, na ameriško temo. A so člani Bele ceste tukaj? Ja. No, dajmo skupaj. Je bela Je bela hiša Trumpova, Amerika pa noče ga, protest protestu tam sledi, a njemu dol visi. Pred belo bajto žvižgajo in glasno protestirajo, solzivce njih razganjajo, a njemu dol visi. Ko se je Barack Obama poslavljal iz Bele hiše, se je še nekaj motal tam okoli ovalne pisarne, pa ga zaloti Donald Trump. Oh, well, Barack, you're still here? Kaj, Barack? Se še nisi spokal iz Bele hiše? Oh, hi, Donald. Ja, veš, še vedno nekaj še iščem. Oh, yeah? What are you looking for? Kaj pa iščeš? A mogoče prisluškovalne naprave? Well, fuck you, Donald. Fuck you. Ma ne vem, kam sem utaknil svojo Nobelovo nagrado. Oh, yeah.
Since to know what's the problem. Veš, malenkosti se hitro kam založijo. Well, listen to me, you Donald Duck, ti jaka racman. A ti sploh veš, zakaj sem jaz dobil Nobelovo nagrado, ha? Sploh veš zakaj? Oh yeah, I think I know. Se mi zdi, da vem, zakaj si jo dobil. Dobil si jo zato, ker so zamenjali kuverte. A si vi predstavljate, da se jim ta pizdarija, ki se jim je zgodila na podelitvi Oskarjev, tam so zamenjali kuverte, zgodi v Štokholmu na podelitvi Nobelovih nagrad. Pa prikoraka na oder, uradni napovedovalec in na znanje. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, dame in gospodje. Nobelovo nagrado za mir za leto 2017 prejme severnokorejski predsednik Kim Jong-un. Ne bi se smejali. Nastala bi grobna tišina. Morda bi šel kdo ven bruhat. Čez 3 minute bi nastal totalni kaos. In sredi tega kaosa bi na oder pripeljali 98 let starega profesorja Nobelove gerontološke akademije. Na vozičku bi ga pripeljali, da pojasni nastali zaplet. Spoštovani, zgodilo se je strašna pomota. Nobelove nagrade za mir za letošnje leto ne prejme Kim Jong-un, ampak jo prejme sirski predsednik Bašar al-Asad. In to še ne bi bil konec, dragi moji! To bi bil komaj začetek! A si vi predstavljate, da odvzamete Nobelovo nagrado Kim Jong-unu? Pred 5 minutami ste mu jo podelili, da mu jo pa odzamete Kim Jong-unu! Kdo bi mu jo pa vzeti? A bi vi? No, da vas vidim! Kje ste taj heroji? Kurac svoj bio! A veste, kaj ta idiot počne vsak drugi dan? Balistične rakete spušča v luft, kot da bi mu jih doktor na recept predpisal. Eno na tešče pred zajtrkom, eno pred kosilom in eno pred večerjo. Pa za vsak slučaj še eno ob 1:30 zjutraj, če se mu v nočnih morah prikaže Donald Trump. Slovensko-korejska narodna. Rakete po zraku bezljajo, Korejc je že čist podivjal. V prisilni ga jopič najdajo, preveč ga je buksel že sral. Vse skozi možakar izziva, doma je obupni tiran. V nasilju neskončno uživa, vso žlahto že spravil je stran. A se vi predstavljate, da temu razigranemu debelinku eden od teh projektilov slučajno uide izpod nadzora in prileti k nam v Evropsko unijo, v Bruselj, sredo tistih komisarjatov pa svetov pa Narodni združene Evrope, bi bili v hipu rešeni vsega hudega. Šalim se, jasno. Ker veste, jaz sem namreč skoraj da že prepričan, da bo šlo vse skupaj v franže tudi brez bratske strokovne pomoči severnih Korejcev. Glejte, Angleži so že spizli, Francozi bodo kmalu naredili nekaj po francosko, za Italijane je že dolgo znano, da radi bežijo. Ja, hvala Bogu, da še imamo Romune, pa Bolgare, pa Turke pred vrati. Pa seveda Slovenija, verjetno na Slovenija. Ja, Sloveniji, mon cher, ja, počakaj. Striček Jean-Claude ima nekaj za tebe, počakaj. No, Sloveniji je prav, je pridna, ja. Ja, tačko dala, ja, pridna. Ja, zdaj pa marš v kočo. Marš v
narodnih, razumeš? To je ta naša Evropska unija. Pa dajmo še eno, narodno-evropsko, dajmo, no? Poznamo. V Bruslju so zares nebesa, pravzaprav evropski raj, glava proč je od telesa, Juncker glavni samuraj. Pa tako, bo vse skup hudič ušlo, pa tako, bo vse skup hudič ušlo. Komisarji, birokrati so naslani vse povsod, Juncker pa po zadnji plati šlata vsakogar povsod. Pa tako, bo vse skup v kurat šlo, pa tako, bo vse skup v kurat šlo. Če ni prave motivacije, dragi moji, se nič ne obdrži skupaj. Brez motivacije ni nič. Motivacija je hudičevo pomembna za sleherno plat našega bitja in žitja. S pomočjo motivacije lažje dosežemo više zastavljene cilje. In nikoli, dragi moji, ni prepozno, da se njimi dodatno motivirali. Zato vam toplo priporočam, da obiščete kakšno motivacijsko delavnico. V takšnih dvoranah potekajo, ne? Ali pa v gasilskih domovih, ali pa kje pod kakšnimi velikimi šotori, ali pa celo nekje na prostem, ne? Pod milim nebom. Tako je kot nocoj v dvorani. Nekaj sto vas je na sedežih, na odru pa in sam. Govorec, motivator. No, pa dajmo. Smo pripravljeni? Dajmo, motivacija. Dajmo, roke dvigmo, roke. Dajmo roke, ajde. Ja, roke, fino, roke, bravo. Zdaj še pa noge dvignemo, samo ženske, ne, dobro je, vredo. Čakaj, vdihimo, pazi, dihamo, dihanje je pomembno, dihajmo, dajmo, ajde. Dihni, fino, globok vdih, do dna pekla pa nazaj, da, fino, izdihnite zdaj, no, ne mi zdaj umreti, samo izdihnite. Ja, dobro, tak, ja, fino, pa zdaj. Pride meditacija, pazi, meditiramo, meditacija, krasno, fino graba, meditacija, transcendenčno stanje, fino, ja. Še malo prva postaja, dobro smo na poti, ja. Druga postaja, fino, daj, še malo pa bomo izstopili iz sebe, dajmo, tretja postaja, no, tik pred tem smo, da nam uspe, še malo pa šmeno, pa smo zunaj sebe in tako je v najboljši družbi, ne? In zdaj se pa objemimo, tako, pa ljubčka si dajmo, fuj, tebi pa smrdi iz ust. Pa dajmo še eno motivacijsko na to temo, dajmo, no. Zavedel sem nekaj novega od mojega motivatorja. Potrebna bo transformacija, ob sebi bom sebe imel. Jutri bo meditacija, sledila bo transformacija. Pridite, dragi ljudje, da znova poiščete se. Motivirati, dragi moji, se je pa mogoče na različne načine. Recimo, eni se zelo uspešno, vse življenje, motivirajo s tako imenovano blagodejno vlago z alkoholom. No, zdaj pa te, če smo že par alkoholi, ne? Vse to ste pa že zihar čuli, ne? Več kot 50krat 100%. Kaj vi vejte? Ste to čuli? Da nas je v tudi naši Sloveniji bojda okoli 200,000 alkoholikov. Ste vi to čuli? Ste, ne? No, potle pa če še chcel damo vse tote, ko so že od rojstva malo fajhni, vse te pa tak ni čudno, če toto našo državo tak so našajo. Ja, 200,000, dvajtakova cifra je to. Ja, jebenti, nobena trezna politična stranka nima toliko članov, ko vi. Zdaj pa te damo, ko je že skoraj konc.
Eno te v skup zapojmo, ker če pa to, da ne znate, porka Madonna, te pa ne vem, kaj bo. 3, 4. Mi, Slovenci, vinca ne prodamo, saj ga sami dobro piti znamo, v kup se snidemo, dobre volje smo in veselo zapojemo. Bravo! Vse si vedel, sami naši. A sem vam že rekel, da bodo drugo leto volitve? Sem, ne? Namreč drugo leto bomo na volitve še odhajali sami. Nekje v ne tako daljni prihodnosti pa bodo namesto nas to opravili hišni roboti. Ja, dragi moji, bliža se industrijska revolucija 4.i. In kako bo to vse skupaj izgledalo? Preprosto. Doma boste neko nedeljo, udobno zlekljeni v fotelju, listali nedeljski časopis, srkali kavico, gledali ponovitve mehiških telenovel, namesto vas bo pa vaš hišni robotek odšel izpolniti svojo oziroma vašo državljansko dolžnost. Prikorakal bo na volišče, kjer ga bodo odkljukali v volilnem imeniku, na kar bo odrobotal v volilno kabino. In ne bo ga iz kabine 5 minut, ne bo ga 10 minut, ne bo ga 15 minut, pol ure ga ne bo iz kabine. Pred kabino se bo nabrala gužva, ljudje bodo malo nervozni, ne? Začeli bo energati, še zlasti starejši. Pa dobro, kaj je zdaj to? Pol ure razmišlja noter, kaj te ima toliko za študirati? Pa čakajte, gospod, razmišlja, veste, ni preprosto. Na vse zadnje bodo izbranci 4 leta krojili našo usodo. Kaj pa je pol ure v primerjavi 4 leti? Ne, seri, veš, da nas jebe. Boga je ne žene, to piksno bresovo. Pa pride predsednik volilne komisije, da pomiri stvar, odide do volilne kabine, odgrne zaveso in najde robota, negibnega. Kulica mu je padla na tla. Narod se zbere, pridejo sočutno blizu. Ja, kamo te je? Kakaj infarkt srčni, je? Kaj sereš? Kaj te nekamo dote pična? Srce? A ja? A zdaj ste pa tak pametni? Vete, koliko ljudi pri nas nima srca, pa jih vseeno infarkt drukne? Predsednik volilne komisije pomiri stvar. Vete kaj? Mogoče ga je pa umetno inteligencno ruknilo. Vse možgane, pa te roboti še imajo, ne? Dobro, gremo raje gospodarstvo. Magna prihaja v našo državo, Magna. Ampak veste, niso bili najbolj proti kmetje, proti Magni, ne? Najbolj proti so bile ženske, ki bi veliko raje pri nas kot Magno videle, da bi nas obiskal kanadski premier Justin Trudeau, ki ima verjetno, ali pa zelo zanesljivo, najbolj seksi ritko med svetovnimi politiki, ne? Ja. Pa banke prodajamo, ne? Novo Ljubljansko banko prodajamo. Ampak, preden jo bodo prodali, bo treba nujno popraviti centrifugo. Veste, v njej so namreč našli ostanke puščavskega iranskega peska. Ja? Pa upajmo, da bodo s tem izkupičkom lahko postavili vsaj 2 bankomata, tako kot so naredili z izkupičkom Nove kreditne banke Maribor. Ja? In tudi tam, veste, smo pred kratkim izvedeli, so imeli strahovite probleme s centrifugo, le da v njej niso našli iranskega peska, pač pa italijanske špagete. Pa dober tek! Pa gospodarsko rast imamo, dragi moji, gospodarsko rast 4,4%, pravijo makroekonomski analitiki. Kdaj bodo pa plače dvignili? Pa Agrokor imamo v povezavi z Mercatorjem, se spomnite, ne? Včasih so Bocanci imeli Agrokomerc pa Fikreta Abdića, Hrvatje imajo ali pa nimajo Agrokor pa Todorića, mi imamo pa koga? Agrožidan. Ja. Ja, pa gobe nam rastejo, ne? Gobe. Po tem kurčevem, mrzlem, mokrem septembru. Gobe rastejo. In hvala Bogu, da na Štajerskem pobiramo jurčke, da ne iščemo tartufov. Ne? Ker kaj bi bilo?
koplješ, ker tartufi se izkopljajo, ne? Koplješ, pa izkoplješ letalsko bombo znamke Burbergs. Bombastično vam povem, bombastično, kot je zadnji nocojšnji narodni song. V banke zmetali, kup smo denarja, v Tešu nekdo se neznansko pretvarja. Kup je črvil, nihče nikoli za nič ne bo kriv. Magna prihaja v našo državo, zemlja fabriki in nič več za kravo. Lak bo lepljiv, delovna mesta budžet bo pokril. Pa za konec, ne še ti za konec, poglejmo na filmska platna skozi filmski okular. In kdo je pri nas najbolj poklican, da nam razloži zadnja dogajanja v slovenski kinematografiji, če ne naš uspešni izvozni filozofski produkt, dr. Slavoj Žižek. Se ga poznate, ne? In poznate njegovo izjavo. Rekel je, da njemu 3 minute dobrega filma pomenijo več kot usoda Slovenije. No pa dajmo ga poslušati. Spoštovani, dober večer. Ko ste me poklicali vsemu Slovensko Bistrico, da vam razložim zadnje dogajanje v naši slovenski kinematografiji, nisem bil pravzaprav prepričan, kaj sploh želite od mene. Bom skratka kratek in jedrnat, ekspliciten. Slovenska kinematografija je bogatejša, da ne rečem revnejša, za 2 nova celovečerca. Prvi film je film Anina provizija. Ta film je tako za nič, da si ga oglejte samo v primeru, če vam ponudijo provizijo. Drugi film je pa film Parhostar. Tega filma si pa ne oglejte niti v primeru, če vam provizijo vzilijo. Šalo na stran, šalil sem se seveda, kaj pak. Veste, oglejte si kar oba. Jaz sem namreč mnenja, da ni boljšega za dober spanec, kot je slab film. Pa hvala lepa, sem se razpizdil. Je pa Jack, ta naš, dr. Žižek, ne? On svoja predavanja uspešno prodaja tudi v Londonu, čeprav imajo menda Londončani že svoje megle, več kot dovolj. Pa za konec, dragi moji, mi dovolite, da predstavim še Dejana v miniaturni podobi. Dejči, ki je oblečen po vseh predpisih, česa že? Po vseh etnografskih predpisih, jasno, nič trenerk in nič copat. Zaradi mene je lahko tudi Goran, ali pa Luka, ali pa Igor. Ampak, glede na to, da je Bistričan, je zaradi mene lahko tudi Klemen. In nehajmo se že vendar enkrat trapiti z našo pregovorno kurčevo majhnostjo. No pa srečno.
čakala vas umetna inteligenca. Še malo pa bomo imeli v stanovanjih robote. In kaj se bo dogajalo? Ne vem. Recimo tole, aha, sramota, prevarala si me z robotom. Ali pa prasec, prevaral si me z robotom. Dejan Kalan. Še enkrat več je pokazal svoj talent, občutek za igro, za odrsko prezenco, za situacijsko komiko, za pantomimo, za ples, petje in konec koncev tudi za striptiz. Če bo nadaljeval v tej smeri, bo iz njega postal res še soliden stand-up komik. Ne bo nič marš v 3. Jaz bi še tole povedal, z Dejanom imamo v tej najni osebni komunikaciji ena posebna pravila naslavljanja. Glede na to, da smo oba služila JLA, ne? On je mlajši vodnik. Jaz sem pa polkovnik. Ampak glede na to, kar je nocoj pokazal, mislim, da bo od ponedeljka naprej nosil čin kapitana prve klase. To je po slovenskem šifrantom menda stotnik. Bomo potem vprašali poveljnika vojašnice, polkovnika Škamneca, ki je mislim, da tudi v dvorani. Jaz bi povedal samo še tole, ne, da Ščip teater je miniaturno, žepno, malo gledališče z velikimi predstavami. Šalim se. Ne. Gre pa za nekaj drugega. Ne. Mi imamo samo avtorske projekte. Ne. Mi ne preigravamo tujih besedil. Ne. Vse, kar pridelamo, je na svojem in svoje. Se pravi, da gre za neoporečne oziroma oporečne bio predstave. Jaz bi ob tej priložnosti se zahvalil tudi našemu hišnemu karikaturistu Urošu, ki seveda konstantno skrbi za našo vizualno prepoznavnost. Ne? Hvala, Uroš. Pubec, hvala, da se trudiš. Povedal bi samo še tole, vsi, ki se na tak ali pa drugačen način ukvarjamo s humorjem, satiro, jaz večkrat uporabim izraz kreativno provokacijo, se seveda še kako dobro zavedamo, da verjetno ne bomo kaj dosti spremenili. Lahko pa vsaj za ščepec pomagamo spremeniti tiste, ki pa imajo možnost spremeniti stvari. Preden damo besedo zvezdi večera, jaz moram seveda omeniti še vse tiste, ki so prav tako pripomogli k temu, da smo nocojšnjo predstavo postavili na oder. To so seveda naši sponzorji, pokrovitelji, v strokovni terminologiji jim rečemo botri. Ne. 5 se jih je tokrat odločilo za botrstvo, 3 klasični in pa 2 medijska, kar po vrsti. Najprej občina Slovenska Bistrica, pozdrav tudi županu dr. Ivan Halerju. Upam, da se vam sponzorska roka nikoli ne posuši, pa da tudi občino nikoli ne koncentrira. Družba Impol. Kaj bi mi brez našega Impola po tisti ponarodeli, ne? Če Impol kihne, nas bo zelo veliko prehlajenih. Predsednik upravnega odbora, gospod Jernej Čokl, se je nocoj opravičil, ima druge obveznosti, sta pa z nami oba izvršna direktorja, gospa Irena Šela in pa gospod Edi Slaček. Pozdrav tudi njima. In pa družba Telemach, eden naših največjih kabelskih operaterjev, najbrž je samo vprašanje časa, kdaj bo tudi največji. Meni je sicer generalni direktor, gospod Marko Šter, obljubil, da pride, žal ni mogel, verjetno ga je ta barjanska megla zadržala, ne? Zagotovo ga je ustavil Janković, ne?
Imamo seveda še dva medijska pokrovitelja. Najprej lokalni tednik Panorama, pozdrav tudi odgovornem uredniku gospodu Bojanu Siniču. In pa javni zavod za KTV informiranje Slovenska Bistrica, TV Studio Bistrica, pozdrav seveda tudi predsedniku sveta zavoda, gospodu Dušanu Leskvarju. Zahvala seveda tudi DPD Svoboda, ker so nas tako prijazno sprejeli v to dvorano, nam omogočili vaje, so kar nekaj časa trajale in pa seveda samo primerno prizoritev. Jaz sem prepričan, da je še kar nekaj bo v tej dvorani, ne? Zdaj pa naš vodnik. Razumem, vse je tvoja. Najprej iskrena hvala Dragu Čožu, ki me že drugič vabil v skupni projekt. Jaz se drago bojim, da naj bojo kmalu začeli klicati bistriška Martin Scorsese in Robert De Niro. Scorsese enega filma več ni znal posnet brez Roberta De Nira. Ker sem pa nocoj, mislim, da že dovolj in skoraj da preveč govoril, bi pa za konec, če mi dovolite, še enkrat poklical nekoga, ki je pa veliko bolj vešč javnega govorjenja. To je naš izvozni filozofski artikel. Veste, spoštovani, kot prepričan marksist sem še vedno mnenja, da je veliko boljše, če gre ta neutrudni dvojec, Čož in Kalan skupaj na oder, kot pa da gresta recimo pred slovenski parlament ali pa pred kakšno ministrstvo, koga počakat in ga družno, složno, skratka, sinhronizirano vžgat po gobcu.